Pozdravljeni strani sodelavcev Enik-Narik centra. Enik-Narik center je pripravil kratko prezentacijo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji, predvsem iz zakonodajnega vidika. Uvodoma naj povemo, kaj pomeni kratica Enik-Narik. Enik-Narik sta mreži informacijskih centrov, ki se na nacionalni ravni ukvarjajo s priznavanjem. Mreža Enik povezuje informacijske centre držav, vključenih v Svet Evrope in UNESCO CEPES. Mreža Narik pa deluje na pobudo Evropske komisije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic Evropske unije in nekaterih drugih držav. Enik-Narik center Republike Slovenije deluje že vrsto let. Formalno zakonsko podlago pa je dobil v Zakonu o vrednotenju in priznavanju izobraževanja leta 2011. V skladu z zakonom smo umeščeni na ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. V našem centru zbiramo in posredujemo informacije o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav, vodimo postopke vrednotenja izobraževanja in izdajamo mnenja o izobrazbi v skladu z zakonom. Ravno tako svetujemo in informiramo tako posameznike kot institucije o slovenskem in tujem izobraževanju. Komu je predstavitev namenjena? Ste izobraževalna institucija, ki je prejela tujo listino o izobraževanju, na podlagi katere želi oseba pri vas nadaljevati izobraževalno pot? Ste strokovni sodelavec, sodelavka, ki se s tem prvič srečuje? Želite obnoviti znanje, osnovno znanje postopka priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji? Zakonodaja. V primeru priznavanja tujega izobraževanja upoštevamo Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki je namenjen tako postopku vrednotenja izobraževanja kot tudi priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja v Republiki Sloveniji. Pristojnost vodenja določenega postopka je deljena. Postopek vrednotenja vodi Enik-Narik center, postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen vpisa na izobraževalne programe v Republiki Sloveniji pa izobraževalna institucija, kamor se oseba s tujo listino želi vpisati. Poleg zakona upoštevamo tudi pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Pravilnik za posamezen postopek podrobneje predpisuje vlogo, dokumentacijo in stroške. Ker je postopek priznavanja upravni postopek, je potrebno upoštevati tudi tako imenovani ZUP ali Zakon o upravnem postopku. Svetujemo vam, da za lažje razumevanje postopka priznavanja in te predstavitve predhodno preberete zakon in pravilnik. Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja pozna dva postopka. Postopek priznavanja in postopek vrednotenja izobraževanja. V čem je razlika? Postopek priznavanja tujega izobraževanja je upravni postopek, ki ga vodi izobraževalna institucija, se pravi srednja šola, višja, visoka šola oziroma visokošolski zavod. V postopku priznavanja institucija ugotovi, ali ima oseba, ki želi pri njih nadaljevati izobraževanje na podlagi listine o izobraževanju, ki jo je pridobila v drugi državi, pravico nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji. Ugotovitev zapiše v odločbi. Tukaj velja opozoriti, da postopek priznavanja ne velja za vključevanje šoloobveznih otrok, ki se vpišejo v osnovno šolo na podlagi 44. člena Zakona o osnovni šoli, namreč šola otroka vključi v izobraževanje, ko na podlagi dokazil in starosti otroka ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. V postopku vrednotenja izobraževanja se izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja.
To je v pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju. Postopek vrednotenja izobraževanja ni upravni postopek, zato se odločba ne izda. Kdo vodi postopek priznavanja izobraževanja? Postopek vodi pooblaščena oseba za priznavanje tujega izobraževanja. Po naših izkušnjah sodeč so na srednjih šolah najpogosteje pooblaščene osebe svetovalni delavci, na višjih in visokih zavodih pa strokovni delavci v referatih oziroma službah za študijske zadeve. Izobraževalna institucija pooblasti osebo za vodenje postopkov priznavanja. Kdo osebo pooblasti? Najpogosteje je to odgovorna oseba v izobraževalni instituciji, na primer ravnatelj, direktor, dekan. Prosimo vas, da kontaktne podatke za pooblaščeno osebo pošljete na enega od navedenih naslovov v roku 30 dni, se pravi na ministrstvo oziroma na ENIC-NARIC center. Postopek. Postopek se prične z izpolnjeno vlogo, obrazcem N in priloženo dokumentacijo. Se pravi, oseba, ki namerava v Sloveniji nadaljevati izobraževanje, vloži vlogo za priznavanje izobraževanja pri izobraževalni instituciji, na katero se želi vpisati. S tem namenom se izpolni obrazec N, ki se ga skupaj z dokumentacijo preda na izobraževalni instituciji. Obrazca N ne izpolni oseba, ki se vpisuje v visokošolsko izobraževanje, kjer se vloga za priznavanje izobraževanja skupaj z dokumentacijo poda z elektronsko prijavo za vpis izpolnjeno v EVŠ. Če poenostavimo postopek, lahko rečemo, da se postopek priznavanja prične z vlogo, konča pa z odločbo. Dokumentacija. Vlogi za priznavanje izobraževanja se priloži sledeča dokumentacija. Neoverjena kopija listine o izobraževanju, kot je letno spričevalo, diploma in podobno, za katerega oseba želi, da se mu prizna pravica do dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. Verodostojnost te listine izobraževalna institucija preveri pri izdajatelju listine, šoli, fakulteti ali drugi pristojni instituciji v državi izvora. Oseba predloži tudi sodno overjen prevod listine. V zvezi s prevodom pa pravilnik dopušča izjemo. Namreč, kadar izobraževalna institucija presodi, da prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, o njegovem izobraževanju pa je vseeno mogoče presojati, lahko šola odloči tudi brez prevoda. Oseba oziroma imetnik listine predloži tudi neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem. Po izkušnjah sodeč so ta dokazila zelo različna, od letnih spričeval, knjižic, indeksov, prilog diplomi do raznoraznih potrdil. Imetnik listine predloži tudi kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše sam. O čem se odloči? V postopku priznavanja izobraževanja se z odločbo odloči o posameznikovi pravici do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na izobraževalni instituciji.
Kako do odločitve? Na podlagi meril iz Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja se preveri umeščenost tujega izobraževanja v državi izvora in ugotovi izpolnjevanje pogojev za dostop do želenega izobraževalnega programa. Merila. V postopku se poleg mednarodnih načel s področja priznavanja smiselno uporabljajo merila. Mednarodna načela so zapisana v mnogih mednarodnih aktih s področja priznavanja, med drugim v Lizbonski konvenciji o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji. Sistem šolanja. Ko govorimo o sistemu šolanja, mislimo na sistem izobraževanja v državi izvora listine. Namreč, da bi lahko pravilno umestili neko tuje izobraževanje, recimo po ravni stopnji izobrazbe, je potrebno poznati zgradbo tujega šolskega sistema. Ne glede na to, da v osnovi, ko govorimo o šolskem sistemu, mislimo na primarno, sekundarno in terciarno izobraževanje, se ti sistemi med sabo precej razlikujejo in ravni v samem šolskem sistemu lahko med seboj prepletajo. Pri sistemu tudi ne smemo zanemariti, kako država zagotavlja minimalni standard kakovosti v izobraževanju, ki se nato odraža v statusu izobraževalne institucije in ali izobraževalnega študijskega programa. To pomeni, da je potrebno ugotoviti, ali ima izobraževalna institucija in njen program v državi izvora ustrezen status in ali je oseba pridobila javno veljavno izobrazbo. Namreč, predmet vrednotenja izobraževanja so le tista izobraževanja, za katera država izvora priznava, da sodijo v njen šolski sistem. Prve informacije o šolskem sistemu in njegovo shemo največkrat najdemo na različnih spletnih straneh, kot je na primer nizozemski NUFIK. Druga merila, ki jih institucija v postopku priznavanja upošteva, so še izobraževalni program, predmetnik oziroma učni načrt, učni dosežki, trajanje izobraževanja, pravice, ki iz izobraževanja izhajajo, druge okoliščine, pomembne za priznavanje. V skladu s prej navedenimi merili se v odločbi ugotovi, da je imetnik listine izobraževanje uspešno opravil, zaključil, da se navedeno izobraževanje v neki državi umešča v primarno oziroma sekundarno terciarno izobraževanje v skladu s sistemom izobraževanja države izvora listine, da lahko imetnik listine v državi izvora izobraževanje nadaljuje in kje lahko nadaljuje. Drugo, če je pomembno. S čim si lahko pomagamo pri priznavanju? Zagotovo kar nekaj koristnih informacij dobite na spletnih straneh našega ministrstva in NIK centra. Tukaj so tudi spletne strani v šolskih sistemih, ki so brezplačno dostopne. To je recimo NIK.net, NIK mreža, Juridisi, Anabin in prej omenjen NUFIK. Obstajajo pa tudi druge tovrstne spletne strani. Lahko si pomagate s spletno stranjo tuje šole, ki jo obravnavate. Zelo dober priročnik je e-manual za visokošolske institucije. Lahko nam pišete in povprašate v zvezi z vašim primerom, ki ga obravnavate. Lahko podate tudi uradno vlogo za vrednotenje izobraževanja, vendar tukaj stoji opozorilo, da v primeru, če boste dali uradno vlogo za vrednotenje izobraževanja, se zna zgoditi, da lahko zadeva traja do 2 meseca od dneva, ko je vloga popolna. Pravno varstvo imetnika listine. Vsaka odločba mora imeti zapisano tudi pravno varstvo.
Namreč zoper odločbo o priznavanju je v 8 dneh od prejema te odločbe dovoljena pritožba na izobraževalni instituciji s strani imetnika listine. Stroški. Stroški v postopku priznavanja izobraževanja se zaračunavajo skladno s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek in predpisi, ki urejajo upravne takse. V skladu z Zakonom o upravnih taksah se taksa v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji ne zaračunava. Kdo podpiše odločbo? Pripravljalec odločbe je pooblaščena oseba. Podpisnik odločbe je odgovorna oseba. Po naših izkušnjah sodeč je zelo redko, da je tako pripravljalec odločbe kot podpisnik odločbe odgovorna oseba. Evidence. Izobraževalna institucija vodi evidenco izdanih odločb na prvi in drugi stopnji, to so pritožbe, ki obsega osebne podatke osebe oziroma imetnika listine, podatke o odločbi, podatke o listini o izobraževanju, podatke o izobraževalnem programu, kamor se imetnik tuje listine vključuje. Kontakt. Kontakt je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Delujemo v okviru Direktorata za visoko šolstvo, ENIC NARIC center. Uradni naslov je Masarykova cesta 16, vendar je sedež centra na Kotnikovi 38, Ljubljana. Tukaj je še telefon in elektronski naslov. Obenem se vam lepo zahvaljujemo za vašo pozornost.